Najprej, kar se kadrovskih zadev tiče, zdi se mi zelo pomembna zadeva, da smo dali soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Kranj, gospe Lili Gantar Žura, za naslednjih 5 let. Mislim, da je njen prispevek izredno velik, ne samo za Zdravstveni dom Kranj, temveč tudi za celotno Gorenjsko, in bi na tem mestu rad tudi čestital. Potem so strani mestne občine Kranj imenoval nadomestnega člana v svetu staršev šole Jakoba Aljaža, in sicer tukaj gre za gospod Nežo Zupan. Potem imenovali smo tudi novo namestnico, članico občinske volilne komisije, in sicer Heleno Kalan, ter pa, kar je pomembno, Klemeno Marklu, v.d. ravnatelju osnovne šole Janeza Puharja, smo dejansko dali pozitivno mnenje k njegovi kandidaturi. Potem, kar se premoženjskih zadev tiče, šlo je za neke manjše zadeve, izbrisa zaznambe javnega dobra, na drugi strani pa vpis zaznambe javnega dobra. Gre za manjše zadeve, eno točko je bilo treba umakniti, in sicer za Drulovko, kjer je prišlo do napačnega vpisa parcelnih številk, tako da bomo to zadevo obravnavali kasneje. No, obravnavali smo tudi poročilo lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog za leto 2021. Če v enem stavku povzamem, dejansko Kranj, Gorenjska ne odstopa od povprečja. Bilo je manj obravnan, seveda vezano na COVID, kar je seveda posledica COVID-a. Predvsem gre za porast z uporabe kokaina in pa ostalih drog. Ni toliko odstopanja, ampak vseeno lahko iz tega to razberemo. Zelo pomembna zadeva, predvsem za Gorenjsko, je, da je tudi mestna občina Kranj podprla idejo občine Kranjska Gora, da se šolske počitnice prihodnje leto, leta 2023, prestavijo, da niso v obdobju, ko bo v Kranjski Gori in Planici organizirano svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, to se pravi od 22. februarja pa do 5. marca, naj ne bi bilo počitnic v Sloveniji, zato da razbremenimo tako celotno počitniško infrastrukturo, kot tudi seveda povezave do Gorenjske. Žal se moramo umakniti točko vezano na idejo, da bi vladi predlagali spremembo zakonodaje z področja izobraževanja. Glede na sklepe kolektiva ravnateljev kranjskih osnovnih šol, oni se namreč soočajo z velikim porastom tujcev, ki ne govorijo slovensko, in je moten pouk dejansko prav zaradi tega, in zato je bila naša ideja, da se dejansko uzakoni ideja, da bi morali otroci, ki se bodo vpisali v osnovno šolo in pa vrtce, znati osnovne jezike slovenskega jezika. Žal je tukaj prišlo do različnih mnenj znotraj mestnih svetnikov, zato se mi zdi najbolje, da smo v tem trenutku ta predlog umaknili. Dopolnili ga bomo še s podrobnostmi te zahteve še za vrtčevsko vzgojo, tako da pričakujem, da bomo že na naslednji seji mestnega sveta mestne občine Kranj obravnavali to točko. Je zelo pomembna, ker nastaja precej problemov zaradi otrok, ki ne govorijo slovensko, in ideja, ki je, to se pravi, da bi prej opravili ustrezno izobraževanje, tečaj, in potem dejansko bi lahko sledili izobraževalnemu programu. No, potem je mestna občina Kranj oziroma svetniki so sprejeli tudi deklaracijo, ki je vezana na agresijo ruske vojske na državo Ukrajino.
Tukaj dejansko smo v luči tega, da smo nedavno tega podpisali pomembno pobratenje z tretjim največjim mestom v Rusiji, Jekaterinburgom, da to sodelovanje z njimi zaenkrat zamrznemo, dokler se ta agresija ne konča. Mislim, da je tukaj bilo pozitivno rečeno, da seveda vsi podpirajo sodelovanje tako na kulturnem, gospodarskem, izobraževalnem področju, vendar pa res v tem trenutku solidarnost z ukrajinskim narodom, tako da je bila sprejeta tudi ta pobuda. No, seveda potem na pobudo mestne svetnice je bila obravnavana tudi točka, ki je bila vezana na izgradnjo ceste za poslovno cono Hrastje. Kot veste, v zadnjem času je bilo veliko napisanega v medijih. Lahko povem samo to, da postopki potekajo v skladu z sprejetimi sklepi 26. in pa 27. seje mestnega sveta, to je bilo lani marca in pa aprila, v katerem je pač soglasno mestni svet dal zeleno luč za odkup zemljišč, da se uredijo te ceste, in v primeru, da ne najdemo skupnega jezika z temi lastniki, seveda sledi tudi tisti skrajni ukrep razlastninjenja. Lahko povem, da vseh zemljišč tukaj je dobre 4,3 hektara in vseh zemljišč je 166. Od tega je potem v lasti mestne občine Kranj 25 zemljišč, v lasti Republike Slovenije 12, od 166 pa jih 129 pripada fizičnim oziroma pravnim osebam. No, in do sedaj nam je uspelo odkupiti toliko zemljišč, da imamo preko 50% od 4,3 hektara zemljišč že v občinski lasti. Mi nujno potrebujemo ta zemljišča imeti v svoji lasti, zato da seveda lahko izpeljemo načrt nove poslovne cone, velike 18 hektarov, ki bo pomenila za Kranj seveda nove razvojne možnosti, nova dodatna mesta za zaposlitev, predvsem pa bodo krajani Hrastje dobili novo povezavo s pločnikom, z javno razsvetljavo. Lahko pa še enkrat na tem mestu zagotovim, da bo tam prepovedan promet za težka vozila, torej celoten promet iz te cone bo navezan na regionalno cesto Kranj-Šenčur. Prišlo je dejansko, mi smo že takoj na začetku sklenili kar par deset pogodb za odkup, kasneje pa s tistimi, ki nismo uspeli zaenkrat dobiti skupnega jezika, smo vložili na upravno enoto predlog za razlastninjenje. No, v vmesnem obdobju smo kar z nekaterimi lastniki vseeno sklenili pogodbe, tako da smo na upravno enoto že naslovili za vse tiste lastnike dopis, v katerem naj zaustavijo proces razlastninjenja in ga potem tudi zaustavijo. Lahko povem, da bomo v roku tedna dni podpisali več kot 10 novih pogodb, to se pravi, dogovorili smo se z lastniki, da bo to mestna občina odkupila, tako da jaz mislim, da na koncu bo ostala peščica teh lastnikov, ki pač ne bodo sprejeli naše ponudbe. Problemi so seveda, ker je kar nekaj tujcev za lastnikov, nekaj je že preminulih, tako da nastajajo problemi in prav zaradi tega se pač moramo lotiti tega procesa razlastninjenja, kot sem dejal, v manjšem številu. Seveda vsi lastniki bodo dobili ustrezne odškodnine. Za stavbno zemljišče je predvidena cena dobrih 76 evrov, za gozdno zemljišče in pa za obstoječe ceste, ker je veliko tega še neurejenega in zdaj urejamo, pa dobrih 6 evrov. Tako da, ja, ta zadeva je seveda ena glavnih razvojnih
strategiji mestne občine Kranj, torej nova poslovna cona. Kot veste, ko smo sprejeli OPPN lani januarja, je dejansko celotna mestna uprava in pa tudi sami mestni svetniki smo dobili aplavz, da se to končno po parih 10 letih pač v Kranju bo zgodila nova poslovna cona. Interes je zelo velik. Mi bomo začeli zdaj z 2 komasacijama. Računam, da bomo vložili za gradbeno dovoljenje za samo cono do poletja, medtem ko za samo cesto ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Dejansko bo šlo samo za rekonstrukcijo v okviru gabaritov, ki jih je v tem varovanem pasu, ki ga že zdaj imamo.